čuden, svetav in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Kako lepo in kako res je to zapisal naš imenitni pesnik Tone Pavček. Jaz pa želim povedati nekaj, kar je pomembno za naš in za našo šolo v Svečini. Kaj je to, povej? Naša šola ima letos 125. rojstni dan. A ti govoriš o stavbi. Jaz pa vem, da obstaja šolstvo v Svečini že od leta 1675, ko je v vas prišel prvi učitelj Jakob Dekrini. To je pa dolgo. Si predstavljaš, da ne bi bilo šole? Verjetno bi izgledalo takole. Ja, to bi pa bilo naporno. No pa poslušamo nekaj o začetkih šolstva. Prvi šolarji so imeli najprej svoj prostor v Mežneriji. Potem so leta 1760 dobili svojo prvo šolo v Kovačiji, kjer stoji danes današnja vila. 1847. Na parceli, ki je bila prvotno last cerkve, se zidela novo šolo. Leta 1878 šolo obiskuje 57 otrok, 157 otrok od 205 šoloobveznih otrok. Leta 1887 je na temeljih tedanje šole zgrajena današnja. Leta 1892 šolo je prizadel požar. Leta 1919 šola se po Sloveniji tako ostane do leta 1941. 1941. Šola spet po Nemčina, poučujejo učiteljice iz Avstrije. Slišali smo, da takrat otroci niso radi hodili v šolo, saj so bile učiteljice zelo stroge. Takrat so učitelji poučevali v nemškem jeziku. Že od konca druge svetovne vojne leta 1945 v šoli govorimo v svojem maternem jeziku. Pa vendar se učimo tudi nemški in angleški jezik. Saj je danes zelo pomembno, da govorimo poleg svojega še kakšen tuj jezik. Hallo, mein Name ist Rob. Ich bin 8 Jahre alt. Das ist meine Deutschgruppe und wir werden 3 Lieder singen. Guten Tag, sage
Eins, zwei, Polizei. 3, 4, Offizier. 5, 6, alte Hex. 7, 8, gute Nacht. 9, 10, auf Wiedersehen. Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. These are days in the week. These are days in the week. Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. These are days in the week. These are days in the week. V šoli se je že od nekdaj veselo prepevalo. V pevskem zboru je prepevala tako rekoč cela šola. Gospa Mara Radmilovič je rekla, da ni bilo prostora za vse in prepevamo vse do današnjih dni. Včasih je pevski zbor obiskovali skoraj vsi učenci, saj je pesem že od nekdaj živela v naših srcih. Zgodilo se je, da je kdo med pevskim vajanjem zaradi pomanjkanja zraka kar naenkrat omedlel. Ni čudno, če pa se je v navadnem razredu in to po pouku v njem kleklo tudi 70 do 80 pevcev. Vročina, malo prostora, malo kisika. Si predstavljate danes v našem razredu toliko pevcev? S tako veliko skupino pevcev je bilo delo težko, a ljubezen do petja je premagala vse težave. Včasih je na obisk prišel gospod ravnatelj Fed Duširi in v trenutku je bilo vse. Si mama ka, ruka, 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 si mama ka, tembea kibia, ruka, 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 si mama ka, si mama ka, si mama ka, si ruka, 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 si mama ka, tembea kibia, Rati me,
majhen deček, velik mož, sčasoma boš zaljubil strah, a ko vedno pridem boš. Zlato ptičko so ujeli, 3 fantje mladi. Kdo imel po zlato ptičko? Vsi bi ptičko radi. Zlata ptička govorila. Če me izpustite, prvo željo vam izpolnim, vsakemu želite. Prvi fantič je govoril. Daj mi tako čašo, vedno pijem, ne popijem. Željo si, imaš jo. Drugi fantič je govoril. Daj mi tako mošnjo, vedno štejem, ne preštejem. Uslišala je prošnjo. Tretji fantič je govoril. Daj mi srce tako, hudi časi, vedro čelo, jasno uro vsako. Kar želeli, so imeli, pa so šli po svetu. Vsak po svoje so živeli na tem božjem svetu. Prvi fant samo popival, po erkeh polegal. Drugi fant je kvartopiril, se sleparje kregal. Tretji fant o zori vstajal, hodil je na delo. V mraku se domov je vračal, pa zapel veselo.
Slovenska. Najprej pod stopom gospoda Franca Kolovca v času nižje gimnazije je najbolj aktivni so bili v letih 1950-1954 in nato s prihodom gospe Stavice Krstič, ki je pričela z delom pionirske folklorne skupine in sicer leta 1973. V tem času so folkloristi dobili svoje prvoročno izdelane noše, ki jih je izdelala gospa Simoni. Otroci so veliko nastopali doma in po Sloveniji. Sedaj poučuje naše folkloriste gospa Alenka Žmavc in sicer že 5. leto.
praznuje 40. obletnico. Pod vodstvom neodrodljive Mare Radmilović je bilo na oder do danes postavljeno 38 otroških iger. Ogledali si pa bomo odlomek iz letošnje igre Začetki in konci. Izjemno sem vesela, da sta me našla in da smo premagali zmaja. Kakšnega zmaja? Dedek si pozabil. Kako zelo si pozabil? Brez vaju se ga ne bi nikoli znebili. Koga? Ja, zmaja vendar. Ja, zmaj. Seveda zmaja, ja. Tako, pa smo doma. Ja, doma smo. Pa to je najin dom. Mar ne? Tako je, babica. Imamo boben in lajno. In žogo. Pa normalno, kaj bi se še pozabil? In žogo. Tako, zdaj lahko v miru uživamo v domačem vzdušju. Ja, ni ga čez domače vzdušje. Ko lahko v miru pozabiš na kakšno malenkost. Ko je vse v redu in ti nihče ne gnjavi z ničemer. Ko lahko na trenutke malo zaspiš. In na trenutke celo zasmrči. Kaj grozno smrtiš, babica? Jaz že ne, dedek. Dedek, babica. Ježiš Marija, sem se ustrašil. To je, kaj je?
dedek. Zapojeva in z bobnom in lajmo. Odlična ideja, babica. Pesem je pol zdravja. Au! Ne boli me več trebušče, si lahko mislite. Ježiš Marija, rodila je! Dedek, babica, čudovita novica imam za vaju. Postala sta dedek in babica. Prekrasno. Novi dedek! Dedek in babica so že tako ali tako, tudi brez teh pamšev. Ampak žogica, kako si lahko rodila? Trebušček me je bolel. Če bi jaz rodil vedno, ko me kaj boli. Kaj zdaj, žogica? A veš, kakšna odgovornost so otroci? Saj so prijetne. Lažna žejna pisala. No, to imaš zdaj pridne. Babica, v službo bo treba. Mi dva ti ne moremo pomagati. Majna penzija je izjemno majhna. Saj sploh nimamo penzije, babica. Oj! Jonica, majna penzija je tako majhna, da je sploh ni. Delo si boš morala najti, če hočeš nahraniti majhne žogice. Žogice, da k meni, ti pa na delo! V letošnjem letu smo k nam povabili nekdanje učence, učitelje in ravnatelje šole, ki so nam povedali kar nekaj anekdot. V šolskem letu je bila napeljana elektrika, v šolskem letu 1936-1937. Ravnatelj Jože Vihar je dobil stanovanje, pravzaprav sobico, ki jo je na zunanji strani naredil svinjak. Tako so ga ob jutrih namesto budilke prebujali glasovi pujskov. Ta isti ravnatelj si je madraco kar na mopedu pripeljal v šolo. Otroci so zbirali hrano za ozimnico od okoliških kmetov, ki so tako pomagali šoli s pridelki. Kuharica Lenčka Zajko je bila skrbna in izredno dobro kuhala. Zjutraj pred poukom se je deklica v pekovskih pesmi pomagala lupiti krompir in korenje. V zimskem času je hišnik Karel Ferič že ob 3 zjutraj vstal in začel z zračenjem učilni z izgubljenjem učilnih peči, da je bilo do prihoda otrok v šolo toplo. V šoli so bili zelo aktivni v ročnih spretnostih, pletenju, šivanju, oblikovanju z lesom in kuharskih tečajih. Učitelji so skrbeli za kulturno življenje v kraju. Kino, dramsko sekcijo, pevski zbor, folkloro, tamburaše, prireditve, šolsko knjižnico, hranilnico, pa tudi zametki iz kmečkega praznika izvirajo iz šole. V šoli je bil red in disciplina. Popestritev naše glasbene dejavnosti pa je vsakakor krožek, ki se imenuje palčke. Igrati znajo zelo zahtevne melodije. Danes pa se nam bodo predstavili na zelo enostaven način, s pesmicama iz naše preteklosti. Zakaj palčke, boste slišali sami. Kuje,
Šola ni šala, v kateri je dolžnost mala. Včasih je kot zapor, v kateri se od nas zahteva napor. A največkrat je veselje, v katerem se vsa slaba volja kar zmenje. Tu pišemo zvezke in za malico jemo breskve. Ko si bolan je zate pouk končan. Radi gremo OPB, popoldanska malica, tam se je. Ko pa se OPP konča, se mi doma nič več ne da. A zvečer se veselim, da jutri v šolo odhitim. Šola res ni šala. V šoli se imamo lepo, sklepamo prijateljstva, se učimo in veselimo. Za konec pa povejba še nekaj, kar je zapisal Tone Pavček, potem se pa prepustimo plesni skupini Sončki, ki nam bo pričarala vesolje in veliki bum. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križ potih zašli s pravega poti.